Lep pozdrav, Blaž tu. Zdaj bom pa govoril o tem, kako je nas ljudi ponavadi strah, oziroma večinoma nas je strah se izpostaviti in stati za nečim, zato ker nas je potem strah, kako nas bodo drugi dojemali, se pravi strah nas je, da nas bodo drugi izločili iz družbe, zato ker se jim ne prilagajamo. Ampak verjamem, da vas veliko tudi že je slišali za recimo ta rek, da se je prilagajati umsko bolani družbi, zlorabljajoči družbi, da to ne more biti merilo normalnosti. Zato, ker če se prilagajamo družbi, ki je že v osnovi gnila, potem smo tudi sami gnili. In edini način, kako to popraviti, je ta, da sami z lastnim zgledom začnemo stati za novimi principi, ki pa so zdravi, ki so najboljši za vse. To pa pomeni, da ne sprejemamo več zlorab. In seveda, če ne sprejemamo več zlorab, potem nas bodo drugi, ki to še počnejo, začeli gledati kot na neko grožnjo, ki ogroža njihov način življenja. In zato bodo začeli preko nas pljuvati in nam recimo pod komentarje na YouTubu pisati razne žaljivke in pač proti nam voditi neko vojno, ki pač v bistvu poteka v naših glavah zaradi naših občutkov. In ko se enkrat začnemo tega zavedati, lahko ugotovimo, da pač lahko vsak sam sebe spremeni, tako da postane samo iskren, da prevzame odgovornost sam zase in da se samo odpuščanjem losa, se pravi, da odpravimo vse te strahove pred tem, da bi nas družba zavrnala, da bi nas prijatelji zapustili, da nam bodo vsi drugi nas poskušali žaliti in se ne bojo hoteli z nami pogovarjati in ne vem kaj. Zato, ker vemo, da takšni ljudje že itak v osnovi niso naši prijatelji, zato ker dopuščajo zlorabe, ker sami zlorabljajo. In ker pač smo sami sprevideli, da to ni v redu, da mi tega nočemo početi, potem pač stojimo za svojim principom, ne glede na to, kaj drugi govorijo, ne glede na to, kako nas drugi zavračajo, ali pa pljuvajo prek nas in tako naprej. In na tak način svojim lastnim zgledom kažemo, kako je mogoče, da dejansko se sami spremenimo in na to s svojim zgledom ustvarjamo svet, ki je najboljši za vse. Tako da, to je zelo smešno, ko začnem zdaj razmišljati o tem, v bistvu, kako je mene bilo včasih strah se izpostaviti kjerkoli, pa še tudi zdaj me je včasih, tako da hodim skozi ta proces odpravljanja lastnih strahov pred tem, da bi stal za nečim, kar je najboljše za vse. Se pravi, da bi stal izven neke tipične družbe, ki pač sprejema vse tako, kot je zdaj. Čeprav je to, kar je zdaj, popolnoma nesprejemljivo. Nesprejemljivo je, da hodimo po ulicah mimo revežev, ki nimajo denarja za stanovanje in za hrano in jih pač, da se nam zdi to normalno. Tako pač je, da se to ne da spremeniti in da so se sami krivi. To je nesprejemljivo, da tako razmišljamo, zato ker s tem dopuščamo to, kar je. Nesprejemljivo je, da po televiziji gledamo vse te vojne, vso to nasilje, vso to propagando, ki jo izvajajo medijske hiše, ki so podkupljene strani multimiliarderjev, raznih ameriških, evropskih, izraelskih, kakršnih koli že, tudi ruskih, kitajskih, vse ni važno kateri, in ki nam poskušajo vcepljati v naše možgane, da je pač to, kar gledamo, normalno, da je to sprejemljivo, da ljudje smo pač taki, da se radi tepemo in streljamo, da smo pač ljudje po naravi zelo psihopatski, teroristični in ne vem kaj, ampak to je zavajanje. To je samo propaganda, ki nas poskuša prepričati v to, da smo pač ljudje takšni, kot smo in da je to sprejemljivo, da se to ne da spremeniti in da je pač brez veze, da poskušamo karkoli stopiti ven iz vrste in razložiti ljudem, da to pač ni tako. Tako da, ja, mislim, hočem reči, da je zelo
zabavno, ko enkrat začnemo prevzemati odgovornost zase, ker dejansko prevzamemo moč v svoje roke in ker nas ni več strah, da bi se izpostavili, da bi stali za to, kar je res, kar je najboljše za vse. In pač je zelo, res je zelo sproščujoče, zelo osvobajajoče, ko enkrat sprejmemo resnico, ko se nehamo lagati samemu sebi in vsem drugim, zato da bi dosegli nek sebični interes, in ko enostavno začnemo delati po principu, ki je najboljši za vse. Zato, ker potem vemo, da stojimo za to, kar je najboljše za vse, da delamo to, kar je najboljše za vse, in to je neki zelo, to je en tak občutek, bi rekel, eno tako zavedanje, ki nam daje zelo veliko moč, da delamo dejansko to, kar vemo, da je dobro. Zato, ker vsak človek, ki zlorablja druge, ki dopušča zlorabo drugih, ve v sebi nekje, da to počne, ker se je v nekem trenutku se je mogel zavestno odločiti, da bo ignorantski in da ne bo, da bo dopuščal zlorabo, da ne bo nič rekel proti temu, da jo bo sprejel, da se ne bo postavil proti zlorabi in tako naprej. Tak posameznik to v sebi nekje ve, čeprav mogoče trdi, da pač ne. In to je obremenjujoče za vsakega posameznika. In edini način, kako se rešiti tega bremena in teh strahov in tega skrivanja in tega poskušanja, poskusa, da bi sami sebe zamotili z neko zabavo, z pitjem alkohola, z iskanjem seksa in tako naprej. Edina rešitev, da se osvobodimo tega bremena, je ta, da enostavno prevzamemo odgovornost zase, da si priznamo vse svoje hibe in vse nesprejemljivosti, ki obstajajo zdaj v sistemu in ki jih skupaj dopuščamo, in da potem začnemo z lastnim zgledom to odpravljati. Da začnemo govoriti o tem, da z zgledom pokažemo, kako se lahko spremenimo in da potem dejansko delamo skupaj z drugimi, ki delajo enako, da pač ustvarimo svet, ki je najboljši za vse. In to je res nekaj najboljšega, kar lahko, to je dejansko najboljša stvar, ki jo lahko nek posameznik naredi v svojem življenju. Vse, karkoli drugega je en velik larifari, en zguba časa. Zguba časa. 100%. Pa če si verjamete ali pa ne, pa vsak v sebi ve, zdaj ko sem to povedal, da je to res. Ampak hkrati pa mnogi ljudje ob tem dobijo razne misli, občutke, strahove in tako naprej, ki jim preprečujejo, da bi se dejansko postavili za to, kar je najboljše za vse in delali na tem vsak dan in izpostavljali zlorabe in stali proti zlorabam in stali za principom ne delaj, ne obravnavaj drugega tako, kot nočeš biti obravnavan sam. To so pač ljudem, to preprečujejo naši lastni občutki in misli, ki si jih sami ustvarjamo in ki jih ne razumemo, kako si jih ustvarjamo in zakaj. In zato je pomembno, če hočemo sebe spremeniti, da se najprej razumemo. Da razumemo, kako sami ustvarjamo misli in občutke in navade in kako potem dejansko lahko to spremenimo tako, da dejansko smo sami iskreni, da uporabljamo samo odpuščanje, da si izpišemo naše misli, vzorce in občutke in da potem skozi ta proces postopoma sami sebe poravnamo s principom ne obravnavaj drugih tako, kot nočeš biti obravnavan sam. In zato vam bi tudi, če vas to zanima, ta proces, lahko pri tem dobite pomoč. Tudi jaz jo uporabljam in sicer imamo en tečaj, ki se mu reče Destiny Eye Process Light, ki je brezplačen tečaj in kjer se naučite uporabljati samo odpuščanje in samo iskrenosti, kjer se naučite osnovnih stvari o lastnem delovanju, umskem in čustvenem. In dobite tudi svojega buddyja, se pravi svojega mentorja, ki vam bo pomagal pač razumeti, če vam kaj ne bo jasno in tako naprej. In to je brezplačen tečaj. Spodaj pod video bom podal povezavo do tega, sicer je v angleščini, ampak verjamem, da vas večina zdaj že razume angleško. Če še kdo ne, lahko tudi mene kontaktira ali pa recimo pogleda moj slovenski spletni dnevnik, pa bo videl tudi, kako gre, lahko me kontaktira, pa
se pogovarjamo o tem, pa mu bom tudi razložil, če komu kaj ne bo takoj jasno. Tako da vas vabim, da se nam pridružite in da skupaj začnemo ustvarjati svet, ki bo dejansko najboljši za vse nas. Hvala lepa in se vidimo v naslednjem videu.